Dobro jutro. Upamo, da se tako kot mi v Koprskem studiu tudi vi doma veselite teh naših glasbenih obiskov in gostov, ki k nam prihajajo v tretji uri programa. Danes so z nami legende primorskega glasbenega ustvarjanja, ki so prihodnji petek namenjene razgret ljubljansko halo Tivoli. Z nami so Faraoni. Dobro jutro. Dobro jutro, vse skupaj. Jutro. Smo se že zbudili? Ni ravno ta prava ura. No. Dobro, bomo preživeli. Torej, s koncertom v Ljubljani se nekako vračate, Nelfi, k svojim začetkom. To je bilo, govorimo o skoraj 5 desetletjih delovanja na glasbeni sceni. Je res, da so vsega kriva skoraj, tako bi lahko rekli, kameleoni, vsega krivi kameleoni? Kar se tiče Ljubljane, da, vsekakor. Kot sem že ponekod omenil, dobesedno s plaže so nas pobrali, ko so imeli svoj samostojni koncert v ljubljanski hali Tivoli in s taksijem poslali v Ljubljano, kar je bilo za tiste leta zelo čudno, še taksi. Že prave zvezde takoj na začetku. Ja. In prišli med pauzo in stopili na oder in to je bil naš prvi kontakt z ljubljansko publiko in oziroma bolj konkretno z halo Tivoli, kamor se zopet vračamo. Slavko, kako boste poskrbeli, da bo vnovič zadišalo po morju in da bodo ljudje videli sonce? No, v bistvu Faraonu to ni težko. Faraoni so nekako sinonim za to morje, za to naše obzorje in za to sonce, tako da zelo enostavno. Enostavno prideš na oder, prihajaš že iz kraja, ki ti dajo energijo in vse ostalo, tako da mislim, da bo zapljusnilo prav dobesedno to morje in da pozitivna energija Faraoni v Tivoliju na zadnji petek. Združili ste torej moči tudi potem, ko je primorsko občinstvo odlično sprejele vaše koncerte vzdolž vse Primorske. Enco, imate ob tem tudi vsi svoje glasbene obveznosti, projekte. Vi ste prav avtor, skupaj seveda še številnimi drugimi, mnogih uspešnic. Kaj jih naredi pravzaprav za uspešnice? Kaj jih naredi za take? Kaj jih naredi? Uspešnice nastanejo, ker ljudje imajo radi slišijo na radiju, ampak mislim, da one prave, ki se zažrejo, ki jih dobimo pod kožo, so tiste, ki smo jih doživeli, ko smo neke trenutke preživljali z nekimi določenimi melodijami, takrat se neke lepe trenutke, takrat se sigurno nekaj krasnega zgodi in ostanejo pesmi. To gotovo nenazadnje povezuje tudi vas in vaše številne glasbene prijatelje. Tudi vi imate verjetno lepe trenutke, ki vas vežejo na ta, oni koncert, to ono gostovanje. Ja, dosti koncertov smo imeli in po Dalmaciji, to je po celem svetu in verjetno v Ljubljani ne ve, kakšno bo vreme, ker mi bomo prinesli malo topline gor, sigurno našega morja in naše melodije bo tudi dale spomin ljudem, kako je lepo biti tukaj pri nas. Piero, ko že omenjate Dalmacijo, od tam prihaja... Ja, prihajajo tudi naši prijatelji, veliki Oliver in Tereza Kesovja, ki smo dosti sodelovali z njimi in tako da nam sveže tudi ta naša melodija in njihova je nekaj skupnega, morje nas veže. Torej, govorili smo o spominih, malce tudi o nostalgiji, da vidimo, kaj uspemo priklicati danes pri naših gledalkah in gledalcih. Ne bom pozabil na stare čase in Faraoni v našem studiu. Spet je dobra noč za zabavo, stara klampa nabira se, spet prodali bomo glavo za srce. Nora noč, ki naj nikoli ne mine, strast prižgala bo oči, ogenj, ki bo prinesel spomine, solze in smeh. Ne bom pozabil na stare čase, si za enega ena zase. To edina je pot spomina na mladost, na norost. Ne bom pozabil na stare čase, zase hočem vse naše sanje.
Moč spomina je ujeta vanje, to je most za norost, za mladost. Ne bom pozabil na stare čase.